Koreji se lahko, v bistvu si oproščen mandatory military service, če si klasičen muzikant, oziroma pač recimo igraš violino ali kitajsko klasično glasbo, ali pa če si osvojil pač zlato medaljo na olimpijskih igrah. In to se tretira kot da si pač naredil nekaj velikega za državo. Kaj pa K-pop stari? Exactly. To je bil zdaj velik v bistvu ne skandal, ampak pač polemika, ne? Ali si BTS, ki so zaslužili milijarde in milijarde za Korejo, zaslužijo biti oproščeni pač vojaškega roka. In veliko je bilo peticij, ki so v bistvu narekovali, ok, dajte BTS oprostiti, ker oni so pač naredili full milijard za našo ekonomijo, ne? Ampak so oni sami rekli, ne, mi gremo v vojsko, zato ker je ta stigma, ne? Če si moški, moraš iti v vojsko, ker pač vsi so šli v vojsko. Nisi pravi moški. Sam to, Ste bili v vojski? Kako? Ste bili v vojski, ne? Okay, to pa še nismo stari. Čakaj, ampak treba je povedati, da pri njih pomeni tudi fejkar, če bi šel v vojsko, on bi pač tam nekaj administrativne delo. Pač se dobi in bi za kompom noter klikal. On bi pač mogel coachati te kide. Jaz imam v bistvu zdaj enega sodelavca iz Koreje in je rekel sem tako, če hočeš biti ti za deskom, lahko greš samo v Air Force. In v ta Air Force ne morajo kar vsi priti. Ja, ampak ti bi pač. Fejkar bi verjetno nekaj. Fejkar je dal za enega drone pilot. Pač to je tako, ampak zgubiš pa 2 leti life, ne? To je problem. Glih to je, pač, pa exactly, mislim, zelo poredko lahko, ne moreš v bistvu biti, recimo K-pop star, ne moreš biti pač atlet ali karkoli, ko si tam. Koliko časa pač? 2 leti. 2 leti. 2 leti life. Oni imajo čez crazy. 2 leti, Pa imaš pa v Evropi, ko imaš države, ko ima mandatory military service, pa napišeš, kolen me boljake, niti 3 leti stari. Pa je mandatory. Tudi v Koreji se lahko izogneš, če imaš določene mental issue, ampak je zelo težko. Sam ni to easy, kot kar pri nas, ne? Ne, mislim, bolj je social pressure, veš, ker ta stigma, nisi šel v vojsko, nisi drugače je še tretja opcija, ki smo jo pozabili, če dobiš green card druge. Če dobiš green card, če nimaš citizenshipa več v Koreji. Ker to je zdaj sam da je dela na temu, pa Impact je tudi šel v to, da hočeš Ameriki dobiti, pa ti ni treba, lahko pa samo dezertaš, pač samo ne greš, ampak pa je problem. Ne, ampak tako greš nazaj te retire. Sam je tako, ti si ne želiš tega narediti. Zakaj? Ker imaš pač določene recimo entertainere, K-pop stare, ki so to naredili in so recimo v Ameriki. Ne, prišli so nazaj, ampak nimajo več nobenega opportunity, pač public jih vidi, kot neke draft dodgerje, razumeš? Ne morejo prijeti več na televizijo, ne morejo preprosto več biti v entertainment sistemu od Koreje, ker jih pač tretirajo kot nekaj, ki so se izognali v bistvu njihove obveznosti. Mislim, sej to bi fair, pač njihova tam je stigma nekako pravičena, zaradi tega, ker oni imajo dejansko pač military threat na severu. Uradno so oni še vedno v vojni s Severno Korejo. In sej pač ceasefire. Do konca pač stoja v vojni s Severno Korejo. To je zdaj ceasefire že 60-70 let. Dokler Severna Koreja ne začne LOL igrati, potem bodo pa... Najprej morajo internet razviti, I think. It's pretty sad. Pa je Faker drugače vedno najboljši igralec na svetu. Ne, vada da ne. Sapore, da kaj je najboljši igralec, ne? Zdaj so si tako close, da težko džažaš zares, ne? Vsaj pa timu, vsaj do top ampak je predvsej boljši, kot bi pričakoval, glede na to, da je začel season 3, ne? Ja, to je itak. Mislim pa, ja, sem fore, da itak ne rataš slab.